uspešno pot, kam drugam, v nova okolja, v katerih verjamem, da boš našel veliko vsebinskih namigov. Skratka, srečno na Hvala lepa za izčrpno predstavitev razstave. Prav je, čeprav govorijo slike, da spregovori tudi umetnik prostim gospod Elga. Še kaj dodali? Ja, po vsem tem, kar je Ana Marija povedala, je že težko še kaj dodati. Prva moja taka razstava iz potovanja po svetu so bile impresije izpod Himalaje. Razstavljene so bile tudi med drugim v Ljubljani v Etnografskem muzeju. Naslednja razstava je bila tudi tako tematska iz potovanj po svetu, je bila med Aborigini in Maori, to je Avstralija in Nova Zelandija. In to je tretja, v delu je pa četrta Južna Amerika, od Peruja do Argentine. No in izziv je bila predvsem pri tej razstavi risba. Moje v bistvu osnovno delo je bolj slika in slikanje na platno, najprej v tehniki olje, kasneje akril. Tule je pa, kar se tehnike tiče, je podlaga akvarelni papir in alkoholni flomaster. Akvarelni papir zaradi tega, ker nima dosti lepila, upija flomaster. Alkoholni flomaster pa v principu ne sledi, saj ne tako hitro. In zato sem hotel, da bi se to dlje ohranilo, da svetloba teh del ne bi uničila. V Afriko se nas je odpravilo kakšnih 15 iz Slovenije, bolj planinsko usmerjenih in osnova je bilo najprej to na desni strani Mont Kenya, hrib, približno 5000 metrov visok. Na levi strani, kot je Ana Marija že rekla, je Kilimanjaro, približno 6000, vmes je Masaj. In to sem hotel združiti, se pravi hribe, ljudi. Potem, ko smo to končali, ta pohodniški del, smo se odpravili z džipi po nacionalnih parkih in vse te živali, ki so tukaj prikazane, smo v bistvu tudi videli. Jaz sem si jih pač predstavljal po svoje in skušal narediti posebno likovno kompozicijo, v kateri bi te živali zaživeli. No, to ni realistično, če boste risbe opazovali, boste videli, da recimo pri ljudeh leva stran, ali pa pri živali tisto, če je glava prikazana, leva stran ni enaka desni. Hotel sem prikazati nekaj več kot realistični prikaz tistega, kar sem opazoval. To bi bilo vse, kar lahko v tem trenutku povem, s tem, da jaz najraje vidim, če me kdo kaj vpraša pri določeni risbi, pri določeni sliki in mu to potem še posebej razložim. To sporočilnost tega dela. Drugače je pa išla še grafična mapa z deli, ki so na razstavi v 30 izvodih, v katerih so v glavnem vsi pošli. Tako da, če bo kdo kdaj želel, je pri gostej tukaj še na razpolago ena grafična mapa s posameznimi deli, ki se tudi, mislim, posamezno neko delo posebej všeč nabavi. To, drugače pa zahvalil bi se vsem, ki ste mi omogočili to razstavo, Ana Mariji Petritiko in vsem ostalim hvala, ki ste prišli. Hvala lepa, gospod Jazgar, in seveda hvala, ker ste se odločili razstavljati v naši galeriji. Preden razstavo uradno odpremo, prosim našega umetnika nocojšnjega Žiga Janežiča, da nam zaigra še skladbo Manuela Ponsa, Copla in Fiesta. Prosim.
Razstavo bo uradno odprl Stane Kerin, narodni voditelj misijonskega središča Slovenije, ki ima pa seveda v spomin vtisnjene malo drugačne avanture iz Afrike. Prosim, Stane. Ravno to se mislo reči, Afrika je vedno avantura, ker je človek tja, živi marsikaj. Zanimivo se mi zdelo, da boste razložili vse, tudi vaš pogled. Je to nekaj na drugačen način prikazana Afrika. Sam je imam velikokrat, ako največkrat v spominu, kot je recimo tukaj v podobe, se pravi obrazi, ki velikokrat nosijo v sebi veliko trpljenja, velikokrat občutek neke pozabljenosti. Vendar Afrika ni samo to. V Afriki je tudi veliko lepega, veliko naravnih lepot in se mi zdi res zanimivo, da pač tudi na drugačen način spoznavamo Afriko preko vaših oči. Seveda upam, da bo tudi to spodbudilo, da bomo Afriko, ne pozabili na Afriko, morda tudi ob vsej obilnosti, ki nas obdaja vsem, kar imamo, da ne bomo pozabili tudi na to, kar se tam vedno znova dogaja, tudi po krivdi človeka. Ni Afrika res ne samo to, ampak se drugo, kako ste tudi zraven videli. Tudi Masaj, ki je bil omenjen, veliko krat slišimo, Masaj, bela Masajka in tako naprej. Afrika je veliko več kot to. Meni ponovadi pride na misel to, da, kot sem rekel, Afrika ni samo lakota, trpljenje. Afrika so ljudje z imenom in priimkom in z ogromno lepih stvari, ki jih človek lahko tam doživi, vidi, in pa morda tudi stvari, ki smo jih mi že pozabili. Tisti, ki gre kdaj v Afriko, mislim, da je to nekako tako, kot da bi postal odvisen od kakšnega mamila. Afrika te pritegne, te pa govori, vsakega pač po svoje. In kot sem dejal, upam, da bo res to neka spodbuda, da ob tej lepoti vsem tem, kar je umetnik zapisal in pustil sled na papirju, da bomo tudi v tem umetniškem užitku ne pozabili nositi tisto, kar lahko in je potrebno storiti za te ljudi. Na koncu bom šel dati, s tem je seveda razstava odprta. Hvala vsem, ker ste prišli. Želim vam še naprej lep večer, pa izkoristite priložnost in vprašate, kaj je gospoda Jazvarja v posameznosti.